Ok, pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Danes imamo tako mal Christmas special varianto. Stava sem Monika in pojmo kar na današnjo epizodo, ki bo pač mal bolj božično obarvana. Me pa ful zanima, koliko tega božičnega vzdušja dejansko čutite. Jaz sem mal grinč, kakor vidite, in jaz ne čutim toliko tega božičnega vzdušja. Se ful trudim doma narediti tako, pač zaradi tega družinskega, pa zaradi otrok, pa tako, ampak ne vem. V glavnem, dajte mi povedati, koliko ste vi kaj za tole božično vzdušje, koga v bistvu čutite. Ne, da nisem za božično vzdušje, sam pač ne čutim ga neki ful. Jaz sem vam danes pripravila še nekaj zanimivega. Jaz sem vam danes pripravila zato, ker je božič in je to čas obdarovan in ker sem hvaležna za vse vas, ki spremljate podcast, ki mi lepo dajete thumbs up, ko pustite kakšen komentarček, pošljete predlog, za kar sem ful vesela in vas tudi zdaj veselo in srečno prosim, da thumbs up, komentarček ful pomaga, tako da dajte stisniti. Plus tega sem videla, da ful veliko ljudi gleda, pa niste še naročeni na naš kanal, tako da dajte klikniti tistle subscribe gumbek oziroma naroči se. Tako da to sem zdaj ful raztegnila, sorry. Imela sem malo tehničnih težav in sem zdaj malo razstresena. Kam je to vodilo? Ker sem ful vesela in hvaležna za vas vse, ki spremljate ta podcast oziroma naš kanal na splošno, ne samo na YouTube, socialno omrežje, kogarkoli, ki nam kažete support, sem se odločila, da naredim nagradno igro. In sicer bo pa potekala samo, za tiste, ki poslušate na Spotifyju, potekala bo samo na našem YouTube kanalu. Tako da, dajte, sodelujete itak tako, da pustite komentarček. Spodaj lahko napišete, kaj je vaša najljubša božična ali pa praznična aktivnost. Ne vem, peka piškotov, drsanje vsak vikend, to jaz obožujem drsanje. Karkoli od tega dajte napisati in boste bili thumbs up mi tako pomaga, boste bili v žrebanju za tale izdelek od znamke Teasers, to je Willy. Mislim, da je celo zdaj nedobavljiv, tako da je odlična priložnost, da dobiš tale cool vibratorček, da ga vam še pokažem v akciji. Kole ima 3 gumbke in sicer ima gumbek za vibracije, torej se vstavi noter, in potem ima pa še gumbek za tole. Tlele morate dati dosti lubrikanta, tole posnema oralni seks oziroma pač lizanje. Tako da tole lahko posebej, je pa tle tudi tako dosti gibljiv, tako da se prilega vsem anatomijam. Je polnljiv, zraven dobite kabelček za polnjenje, tako da pač tole je res ena super igračka. Stranke so z njo izredno zadovoljne in zdajle imaš ti pač res dobro šanso, da osvojiš tole, ne? Tako da pusti spodaj komentarček, kera je tvoja najljubša praznična aktivnost in boš v žrebu za to. Dokdaj traja nagradna igra? Pa sorry, nisem še čisto dobro razmislila. Bom pa od spodaj v opis dala vse ostale informacije in detajle glede na nagradne igre, tako da si spodaj preberite, da ne bomo preveč o tem dolgo vezali. Ampak tole se ti splača sodelovati. Ok, gremo naprej. Samo da jaz to nekam odložim. Tlele bo v redu. Ok. No, kakor sem rekla, sem za danes pripravila malo bolj božično obarvan podcast, zato bomo prvo začeli z idejami za praznično intimnost. In sicer jaz sem pripravila nekih 10 idej, potem bomo pa imeli še seveda zgodbice od božične intimnosti in pa takšne stvari vedno lahko v komentarjih tudi vidite z mano. Če imate kakšno dobro zgodbo o božičnem ali pa novoletnem seksu ali pa kakšni taki zabavni prigodi, komu tudi spodaj napišete in jo z veseljem preberemo v naslednji epizodi, ne glede na to, katera tematika je. Tako da kar pojmo na naše tele aktivnosti. Vsi vemo, da prazniki niso samo čas daril pa lučk, ampak so tudi ena taka lepa priložnost, da
svojo intimnost dvignemo na nek, tak mogoče malo bolj igriv nivo, ne, se vemo tudi kakšne rade punce, kupimo kakšne kompletke, malo take božične s kakšnimi cofki, pa rdeče, pa tako, pa kakšne črtasto, rumene, rdeče nogavičke in se igramo malo božička, ne. Božička, ki obdaruje partnerja, tako da ja. Pa mrzlo je, pa treba se malo pogreti, pa tako, glede tega bom tudi nekaj zanimivega še pa povedala. Tako da ja, ta prva ideja je praznični seznam naughty and nice. Se pravi, to je lahko tvoja osebna različica božičnega seznama brez cenzure. If you know what I mean. Namesto, da se vprašaš, oziroma namesto, da vprašaš, kaj si želiš za darilo, lahko postaviš vprašanje, kaj si letos želiš z mano. No, in pa lahko skupaj napišeta pač seznam, ta poreden seznam, se pravi, nekih idej, ki vaju vzburjajo, pa nice seznam. Se pravi, bolj take ideje, ki so mogoče bolj nežno intimne in se jih pač potem ta seznama izmenjata. Tako da ja, in pa to naredita. Tako da ja, to bi bilo cool. Meni se je zdel ta seznamček ful luštkan, vedno se mi zdi, da glede tega zmer nekaj novega lahko, ni nujno, ne, lahko nekaj novega zveš o svojem partnerju, ful si lepo popestriš pač intimnost, pa in tak, ja, za popestriti intimnost, tako, na en tak easy način. Pa mogoče kdaj tudi poveš kaj, ali pa napišeš lažje kaj, ki ti je lažje. Ki ti je težje povedati, pa lažje napisati. Danes sem čist zmedena. Pa še na petek snemam to in sem z glavo že po vseh ostalih opravkih, ampak nima veze. Ok. Dvojkica je igra vlog s prazničnim twistom, tako da namesto, da imata neke klasične... Obrv me Srbiji. Kaj že pomeni, če te obrv Srbija, kdo ve? A ni to kao neki? Vem, da če te roke dlani, da boš dobil denar, kaj pa če te obrv? V glavnem, namesto teh klasičnih vlog lahko uporabita neke elemente praznikov, se pravi, lahko se delata, da sta se ravnokar spoznala na neki božični zabavi ali pa nabereta neka skrivnostna darilca, ki jih potem čez večer odpirata in tako lahko se poistovetita s kakšnim božičnim likom, tako kot sem prej rekla, se igrata božička ali pa izbereta dva karakterja, ki sta mogoče čist neskladna, ampak pol z neko spolno napetostjo pač to rešujeta, ne, kombinirata v bistvu. Ampak ja, meni se zdi, da se v teh igrah vlog lahko ful dobro inkorporira pač razne božične elemente. Meni bi bilo tudi všeč, recimo, kakšna pekarca, piškotkov in stranka, pa malo kakšnega friusa, o čem to bomo tudi še imeli posebej podcast noter vržeta, to je kar lušten. In ja, meni se zdi, da se da ful dobro inkorporirati. Ali pa, da ti je prišel hišne lučke, te, kaj imaš popraviti. Hišne lučke ne delajo, sem prišel pogledat, ste me poklicali, kaj je narobe z elektriko, da bo vaša hiša lepo osvetljena skozi praznike. Mislim, igre vlog so lahko ful zabavne, pač lahko si malo tako naredite. Pa itak je ful enih teh oblačilc, se mi zdi zdaj. Ja, pa pridi božičku v naročje, a ne? To je lahko tudi zelo zabavno. Ok, gremo naprej. Temperaturna igra bi bila številka 3. Zakaj sem to zbrala? Zato, ker pač je zima in zdaj popoln čas za igranje s kontrasti v temperaturi. Se pravi, imate, ne vem, tople napitke, hladne prste, top vdih na vratu, hladen predmet na ramenu. Telo ful dobro reagira, mislim, močno. Imamo take reakcije na toplo, hladno, in lahko se igrate pač z temi temperaturnimi stvarmi. Lahko imate, ne vem, ne vroče, ne uporabljati vroče, ampak lahko imate recimo kakšne te svečke, ki se v olje spremenijo, pa imate to, pa pol s kakšno kocko ledu greste čez. Tako, se mi zdi ful dobro to, zdaj za čez zime,
lahko tudi ne rabite komplicirati. Sam pa ste, da ne bo pač kakšnih opeklin ali pa ozeblin. Tako se mi zdi fajn. Ne vem, kuhan, ali lahko rečem vin, ker je alkohol. Ne sugeriram, da pijete alkohol, ampak tako pač v prazničnem vzdušju pa pol, ne vem, nekaj hladnega čez sneg, ki ga ni. Ampak sej, you get the point, sej štekate, kaj hočem reči. Zima je idealna za temperaturno igro, zunaj je hladno, notor je toplo, inkorporirajte to v igro in ja, temperaturna igra je zmer ful zabavna. Tudi na naši spletni strani lahko najdete ful teh stvari, od teh olj do kakšnih svečk, do recimo kakšnih steklenih dildotov ali pa čepkov, ki jih lahko date v hladilnik, pa so hladni, pa se pa s tem igrate. Tako da, ja, se ful da. Če imate kamin, a ne, ste lepo na toplem pred kaminom, pa pol kakšne te ohlajene steklene dildote zraven uporabljate, tako se mi zdi to ful razburljivo. Intimna fotoknjiga spominov, se pravi, namesto, da imata pač neke klasične slikce, lahko naredita praznično zbirko intimnih spominov. Da ne rabijo biti to neke seks slike, lahko so pač, ne vem, intimni trenutki kot, ne vem, slike vajnih rokic, ki se držita, pogledov, nasmehov, poljubov, pač da je tako malo bolj telesne bližine, ki so, ne vem, te slike zajete v nekem takem prijetnem prazničnem vzdušju, pa pol naredite pač fotoknjigo na ta način, a ne rabite vse poredno in tako dalje. Ampak ja, to se mi zdi ful taka cute ideja. Ok, prej sem govorila o kaminu, da pač kamin je ful dober, če ga imate, ampak če pa nimate kamina, to je številka 5, lahko pa naredite, pač naj bo kamin fokus večera, če pa nimate, lahko ustvarite nek tak topo kotiček z svečkami, kakšnimi temi lampijončki, v tediju se dobijo ful lušne te, ko je na baterije, pa se pol pržgejo, pa ustvarjajo neko tako, ne vem, živno rumena svetloba ti daje pač občutek topline, pa kakšne mehke dekce. Tako da imate nek kotiček, kjer je ambient res tako toplo obarvan, da ni stresno, a ne, tam se telo potem res hitreje sprosti, misli pa nekako hitreje pridejo v prisluhni telesu mode. In ja, ali pa da gresta, ne vem, pol vidva naga pod to deko in se grejate z nagimi telesi in ja, moje zna biti zelo lepo. Kakšno svečko z vonjem cimeta, medenjakov, jabolčne pite in tako dalje. To se mi zdi, da bi zelo tako praznično bilo lahko. Zdaj sem se spomnila za igro vlog, Poreden jelenček. Poreden jelenček, ki noče voditi sani, pa ga more Božiček malo nakregati. Aj to že bestiality? Ni, samo imamo tudi analne čepe z repi, tako da ne bi. Ok, številka 6. Da vključita glasbo in naredita v bistvu svojo praznično glasbeno playlisto in ne samo nekih tipičnih božičnih pesmi, ampak tudi tiste pesmi, ki so recimo vajne ali pa vaju ful premaknejo. In tako bi lahko, ne vem, vsak dan oziroma vsak večer data eno pesem, ki v bistvu ta pesem nekako določi. Kako bi to rekla? Ker ne pove, kakšen bo večer, a ne? Ne vem, če je kakšna bolj taka mirna, da se znova spoznavata, če je kakšna malo bolj divja, da sta tudi vidva malo bolj divja. Tako pač, a veš, kaj hočem reči? Veste, kaj hočem reči. Tako, da naredita eno svojo tako glasbeno playlisto. Jaz bi tle mogoče vseeno kakšne. Bil je namen, da pač se ne omejiš na božične pesmi, ampak jaz mislim, da so nekatere pesmi že tako same po sebi, sploh ne rabijo biti tako, ne vem, božične, ampak so bolj take praznične, pa bolj tako ta kamin vibe pesmi, ki meni to vse na tak prazničen način spomne. Tako da ja, skupna playlista, pa vsak večer nekaj poslušata in potem tudi pustita, da v bistvu nekak glasba vod, kakšen tip večera bo. Ok.
Pol za 7 sem si izbrala praznično komunikacijo, ker se mi zdi, da to vse je fajn vključiti in to je recimo, da si povesta eno fantazijo. Prazniki so res odlična priložnost, da si povesta kaj, kar si drugače ne bi. In tle mogoče, ker so pač prazniki čas družine, razumevanja, empatije, hvaležnosti, pomoči, da tle res probata čim več teh predsodkov, ki jih veliko ljudi še vedno ima in veliko ljudi svojim partnerjem svojih fantazij zaradi tega tudi ne zaupa, ki jih je strah, da jih bojo obsojali, da tle res nekako date partnerju vedeti, da je pač res to en safe space, da pač greste zavedno v to. In se pravi, da en izreče malo bolj drzno željo ali pa fantazijo, ampak da drug res to posluša brez presoje, sprejme. Ne nujno, da pač ti se strinjaš s tem, če je to neka fantazija, ki tebi ne odgovarja, definitivno ni treba tega delati, ampak tako se mi zdi, da ta vaja vse nekako malo krepi odnos in tako, kar se mi pa zdi, da so prazniki res en tak super čas za to delati. In takšne stvari gradnja zaupanja lahko ful deluje kot en afrodizijak v bistvu. No? Ok. 8. Tle sem pa vključila eno prepoved, oziroma se gre za prepoved. Tako kakor je, mogoče je prepozen ta podcast, bom prišel mogla že na začetku. Tako kot vemo, da je pač advent res en tak čas čakanja. Tle bi lahko prenesli v določene intimne stvari to, decembrske. In tle bi lahko se dogovorila za določen adventni izziv, kjer vsaka mala nagrada čaka na poseben dan ali pa dogodek. In ko to dosežeta, bo zadovoljstvo toliko večje. Tle bi mogoče lahko kombinirala tisto seznam not je nice z tem. To bi bilo ful dobro po moje. Tako da, ja. Pol imamo pa nenavaden čas za intimo. Zato, ker je čas praznikov, pa je s tem posledično tudi več prostih dni, se lahko prvoščimo mogoče tudi eksperimentirati z časom, se pravi namesto nekega običajnega vzorca, recimo ne vem, da imata pač vajin običajen vzorc, da imata seks zvečer, probita to narediti sred popoldneva med tem prazničnim odmorom, med prazniki, med prostimi dnevi, ali pa ne vem, če imate zjutraj, da naredite zvečer v glavnem tako, ali pa po večeri, ali pa kakorkoli. Fora je sam, da ta nepričakovan čas v bistvu spremeni dinamiko in lahko naredi trenutek intime še bolj intenziven. Tako da ja, izkoristite te proste dneve, ki prihajajo. Letos je ful dober za vse tiste, ki pač imate praznike proste, vem, da tudi so službe, ki jih nimajo, ampak 25. pa 26. prideta četrtek, petek. In potem 1. in 2. prideta tudi četrtek, petek in pa je še vikend naprej. Tako da, ja. Ena izmed stvari, za katere sem jaz izredno hvaležna tle, je, da pač imam to frej. In je odlično. Ok. 10. ta zadnja, je pa intimna igra pogledov in se pravi, namesto pač z nekim klasičnim božanjem in dotikanjem, začneta z gledanjem. Veliko ljudi ima s tem problem, tudi jaz. Meni je to ful neroden, gre mi na smeh in tako, ampak vem pa, da zna biti zelo vzburljivo, sploh, ko izvajaš kakšen oralen seks, pa gor pogledaš. Meni sicer zver ful neroden rata, ampak tako. Po drugi strani je pa hot, ko te partner vidi s svojim udom v ustih in ga pogledaš in si misli, mater, tole pa dobro zgleda. Vsaj večina prav to, da radi vidijo to. No. Tako da ja. V glavnem tle je fora, da se gledaš pred aktivnostjo, se pravi, da imate kakšne te dolge poglede, počasne, pa da se ne dotikata, da nekako stopnjujeta zadevo. In v bistvu telesu pustiš, da nekako sam poišče naslednji korak. In ja, gre se za to, da s tem narediš intimo bolj intenzivno in da si bolj prisoten v trenutku.
Ja, to je to. To je teh 10 namigov. Če imate vi kakšen cool namig, mi dajte povedati. Namig. Idej. Oh my god. Danes mi res ne gre. Mogoče, če malo popijem, ne bo bolj špolila sem se. Dobro, da je ta fotelj tak, da ne upije stvari. Evo, tako. Danes mi res ne gre. Danes je bilo že toliko enih stvari narobe. Upam, da imate vi kaj boljši dan. No? V glavnem. Zdaj bomo šli na zgodbe. Niso vse ful pozitivne. Sploh ta prva se mi je zdela tako, ko sem brala naprej, kaj so se pogovarjali, se je kar razvila pač debata o nekih problematikah v spolnosti in pač v odnosih, ampak mogoče to prešparamo za drugič. Tako da prvo sem hotela tisto vključiti, ampak sem se zdaj odločila, da ne bom. Tako da je. Ok, gremo na zgodbo številka 1. Pred približno 3 tedni me je moja vprašala, kaj si želim za Božič in rekel sem, da ne želim ničesar. Kar je bilo iskreno res. Imam vse, kar potrebujem in želim. Poleg tega pa je bilo to leto finančno precej tesno, tako kot za večino ljudi. Ok. Jaz imam rada lepe stvari, ampak sem izredno nematerialističen človek, tako pač tudi, če mi nekdo bom vesela darila, želim darilo za rojstni dan in Božič in tako, ampak recimo, meni je to bolj iz tega vidika, ker smo mi družina, mi dva nisva sama in se mi zdi pomemben, da pač otroci vidijo, da ne vem, so tudi starši bili pridni čez leto, in da pač tudi oni dobijo od Božička, tako kot neko nagradico, mogoče malo težka psihologija tle za tem, ne bom zaplavala tako, kot zelo rada ponavadi, ampak gremo naprej. To je bil samo moj komentar, tako. Ker tudi jaz dostakrat dobim, pač ne želim se za Božič, ampak tako, ne vem, meni je to vse je lahko neka pozornost, lahko je neko nadejanje, lahko je to, ne vem, tako se mi zdi fajn, ne da sam starši zdaj kupujejo neka darila za otroke, ampak tako, da pač tudi otroci vidijo, da so tudi starši pridni, a ne, da ni tako, da je to za vse, da je pač to res družinski čas, a ne. Ok. Zato sem rekel, da se letos osredotočimo na otroke. Povsem spontano, brez da bi jo karkoli spodbujal, je rekla, kaj pa, če se lepo uredim zate in imava božični seks. Kot idiot sem se tega zelo razveselil. Pač boste videli, zakaj se je pa tako izrazil. Tekom meseca je to večkrat omenila, celo dan pred božičnim večerom me je vprašala, kaj bi si želel, da obleče. Jaz sem se zavestno odločil, da te teme nikoli ne odprem prvi. Vedno čakam, da je ona. Vedno namreč pravi, da se ob tej temi počuti pred pritiskom, če jo omenim jaz. Potem pride božični večer in ona nekako izgine. Večino časa je v spalnici, jaz pa pospravljam hišo, zakurim kamin in se družim z otroki. Mislil sem, da se tušira in liči, ker to pri njej vedno traja. Ampak okoli pol dneva pride ven v trenirki, sploh nepripravljena. Nato se v nami manjši prepir zaradi tega, ker nisem očistil kavnega aparata, potem pa začne prati perilo. Takrat sem že lahko napovedal prihodnost. Zvečer skupaj zavijava darila za otroke in jih zloživa pod drevo. Ves čas pa ona omenja, da je od kosila boli želodec, njena različica glavobola. Pred spanjem me še kritizira, ker nisem očistil pepela iz kamina, v oklepaju, še vedno je bil vroč, realno se ni dalo nič narediti. Nato pa gre spat brez besed, brez poljuba, brez česarkoli, kar je sicer že običajno. Poleg tega, da seksa ni bilo, kar je očitno moja krivda, ker sem sploh kaj pričakoval, je svojim obupnim razpoloženjem popolnoma uničila veselje dneva. Ok, zdaj smo prebrali to prvo zgodbo in jaz mislim, da je pač tole naravnost grozen in iskreno, dajte mi povedati svoje mnenje. Jaz mislim, da pač itak pridejo dnevi, ki ti ne paše, včasih lahko planiraš nekaj, pa se ne izide, ampak da na tak način, tako kar malo se narediš,
glupega. Pač se lahko na začetku dneva poveš, lej, pač vem, da sem rekla, da bi, ampak lahko prosim, ne vem, predstava, pač ne počutim se dobro danes, ne vem, ni mi do intime, malo sem pod stresom, da se raj fokusira, da damo tale večer družinsko skupaj, čez pa bo pa videla, kako naprej. Da pa na tak način se nad nekom neki pritožuješ čez cel dan, pa pol to nekako uporabiš za neki izgovor, to mi je pa sam grdo, no. Tako da ja, to se mi ne zdi. Prav nič božično, no, prav nič božično. Ok, gremo naprej. Ravnokar sem se vrnil od staršev, kjer sem bil za božič in bil več kot en dan stran od fanta. Predtem sem z njo gledal film, ki me sploh ni zanimal in mi je rekel, da si zaradi tega zaslužim, da mi ga potegne. Ko sem prišel domov, mi je rekel, da je čas, da mi to povrne. Takoj sem postal trd, se slikal in odšel v spalnico. Rekel mi je, da mi želi dati masažo, zato sem gol legal na posteljo. Rekel mi je, naj zaprem oči in počakam. Običajno sem jaz agresiven in dominanten, a tokrat sem mu prepustil nadzor. Prižgal je sveče, glasbo in prinesel otroško olje. Moj penis pa je utripal od vzburjenja. Namazal me je in vsak dotik je bil neverjeten. Začel mi ga je drkati, medtem ko sem ležal na trebuhu, hkrati pa se je igral z mojo luknjico. Vsakič, ko sem mislil, da mi bo prišlo, je zamenjal tempo ali način. Ko nisem več zdržal, sem se obrnil na hrbet. Bil sem trd in pulzirajoč. Nadaljeval je, dokler nisem eksplodiral povsod. Nato si je začel drkati še sam in ravno ko mu je prišlo, sem ga zagrabil za tilnik. Oboževal sem vsako sekundo. No, to pa je hod božični seks. Oziroma, on je bil stran za božič, pa sta bolj malo nadoknadila. Tako da tole top. Saj vem, da ne vem, kako vi kaj povezujete pač božič pa seks. Jaz to tako jemljem pač kot ker pač to je tako cerkven pa to, ampak po drugi strani ful skomercializiran pa kapitalistično usmerjen zaradi daril, ampak meni se zdi seks še vsem z nekom, ki ti pač pomeni to neka intima in bližina in krepitev odnosa in se mi zdi to čisto super. Tako še vsem pač, a ne. Ok, naslednja zgodba. Skupaj sva že 10 let in oba sva starejša. Seks med nama je postal nekoliko rutinski. Ne pa včeraj. Za darilo sem dobila rdeč kombinezon, ki je zelo udoben in malo seksi. Morda je bilo to, morda tudi sugar rush od vseh sladkarij. Približno uro po odpiranju daril, ko sva se sproščala, sem začela netiti iskrice in on je bil takoj za. V nekaj minutah sva se poljubljala kot najstnika na zadnjem sedežu avta. Prvi jutranji seks po več meseci, kar tam ob božičnem drevescu. No, namesto kamina, da božično drevo uporabite. Tako da ja, za nek tak ambient. Po koncu sem se morala smejati. Najin pes, ki je ležal v kotu sobe, je izdahnil zelo neodobrevajoč. Kako ste to napisala? Vzdih v smislu ljudje in seks, kdo hoče to gledati. Hvala Bogu, da je konec. Popoln komičen zaključek najnega opoldanskega skoka ob smrečici. Cute. Zdi za prazniki res, tako ga sem rekla, res lahko ful razbijajo rutino in se mi zdi res super tale seks ob smrečici in tudi to, ne, ona dosta tle razbila rutino to s krajem pa, z drugim krajem pa z drugim časom, tako da to, kar sem recimo prej vam predlagala. Ok. Gremo naprej. Bila je službena božična zabava in sedela sem poleg Pavla iz nabave. Že več mesecev sva imela dolg flirt s precej vročimi pogovori in sporočili. Med glavno jedjo sem začutila roko na levem stegnu. Bila je Pavlova. Sedeli smo za mizo 10 ljudi, njegova roka pa je bila pod mizo položena visoka na moje notranje stegno. Pogledala sem ga z iskrico v očeh in dvignjenim nasmehom.
Začel me je močno drgniti in božati. Poskušala sem se obvladovati, a bila sem vedno bolj vzburjena. Njegova roka se je približevala moji muci. Morala sem se premakniti. Prepričana sem bila, da so drugi že začeli opažati, saj nisem mogla več zadrževati vzdihov. Omenila sem, da imajo strešno teraso in da bi se jo morda ogledala pred sladico. Strinjal se je in odšla sva gor. Naslonila sem se na rob terase, zid v višini pasu. Oblečena sem bila v kratko črno obleko in nogavice. Namenoma malo preveč zapeljivo, ker sem se želela ob njem počutiti seksi. Rekel mi je, naj pogledam dol in pokazal nekaj na ulici. Nagnila sem se naprej in preden sem se zavedala, mi je dvignil krilo do pasu in mi potegnil hlačke do kolen. Čutila sem hladen veter na zadnjici, nato pa njegovo roko, ki me je udarjala po vsakem licu. Ritnice. Vedno močneje in hitreje, ko so moji vzdihi postajali glasnejši. Po vsaj 60 udarcih po goli ritnici je igrivo potisnil roko med moja stegna do muce in me pripeljal do silovitega orgazma. Tik preden mi je prišlo, mi je potegnil obleko dol spredaj, tako da so bile moje gole prsi izpostavljene vsakomur, ki bi pogledal gor. Ful hot. Tole je bilo pa kar hot. Kaj si mislite o tej zgodbici? Dajte mi napisati od spodaj. V glavnem, oziroma zgodbici, pa se je zgodba, resnična zgodba. Tudi to moramo še enkrat obdelati, se pravi seks na javnem mestu in sicer tle je malo polemike, javno mesto pa, da si v bistvu, da si vsem paziš na to, da si skrit ali pa javno mesto, pa da te kdo vidi, je v bistvu pač non-consensual za onega, ka to vidi. Tako da, nas še čaka. Ok, gremo naprej. Tole bomba, mislim, da naša zadnja zgodba. Ja, ok. V resnici sta dve izkušnji, ki sta povezani. Ženina sestra je skozi večino najnega zakona občasno flirtala z mano. To je ful grdo. Ok, tle se bom ustavila in bom rekla, da je to ful grdo. Ženina sestra, pač, I cannot. To je res, kaj si mislite o tem? Meni je to čist mim. Običajno nič več kot predolgi objemi, grabljenje za rit, občasno poljub z malo jezika. Pač, what the actual... Na zahvalni dan pri tastu in tašči, je pač to je ameriško, ne? Sem sedel na stolu poleg žene, ko je sestra prišla in sedla delno na naslonjalo, delno name. Sprva nič preveč, dokler se ni nagnila čez mene, da bi se pogovarjala z mojo ženo in si za oporo položila roko na blazino med mojimi nogami. Na videz nedolžno, dokler ni premaknila roke tako, da se je dotaknila mojega tiča. Takrat ni bilo več nedolžno. Se ti zdi groza. No, bomo videli, kako se to razvije. Potem je v sobo prišla druga sestra in se pritoževala, da je mraz ter nas vse pokrila z odejami. Takrat je postala prva sestra še bolj agresivna z drgnjenjem mednožja. Zdaj, ko je bilo vse skrito, jaz pa sem se začel odzivati. Odločil sem se, da naredim enako. Potisnil sem roko pod odejo med njene noge in jo obožal. Stisnila je noge skupaj, a moja roka je bila že med njimi in počela isto, kar je ona počela meni. Malo je ostalo po pijaču in s tem je bilo konec. Ko je odhajala, me je objela in poljubila ter mi zašepetala. Poreden fant. Za Božič se nismo videli, a na Silvestrovo je bilo blizu njene hiše avto zadev drog in v okolici je zmanjkalo elektrike. Ker sta imela z možem, ona ima celo moža, vrhunsko. Načrte je potrebovala prostor, kjer bi se uredila in je vprašala moja ženo, če lahko pride k nam. Seveda je žena rekla ja. Živimo v starejši hiši z nekaj posebnostmi. Ena izmed njih je ta, da se vrata kopalnice, če jih ne zapreš popolnoma pravilno, tiho odprejo sama. Moja žena je na to upozorila, sestra pa se je smejala in šalila, da nihče noče videti njene velike mlahave rite ali njenih komarjevih pik na mesto prsi. Obljubila je, da bo pazila. Vrata se zaprejo, tuš steče in čez nekaj časa, ko gledam televizijo, opazim gibanje. Vrata kopalnice se tiho odpirajo. Nato se tuš ugasne, zavesa se odgrne in tam stoji ona, gola, mokra in popolnoma razkrita. Pogleda me naravnost v oči, se nasmehne, stopi izpod tuša, se obrne in mi zamaje z ritjo, nato se spet obrne in zapre vrata. Kasneje, ko je oblečena, vpraša moja ženo, ali je kdo opazil težave z vrati.
žena reče ne in vpraša še mene. Odgovorim, ne, danes nisem videl nobene mlahaveriti ali komarjevih pik. Vsi se smejimo. Ko odhaja, me objame in poljubi. Jaz si zašepetam, lepa predstava. Stisne me še močneje in reče, vesela sem, da ti je bilo všeč. Prosim, dajte mi pokomentirati to zadnjo zgodbo. Tale je bila kar hardcore, no? Ni bil božični seks, je bila pa praznična predstava. Okay? Tako, zdaj bomo imeli na hitro še en review izdelka, pa vam pa dam še fun facte. Okay. Glede na to, da je zdaj pač prazničen čas in sem govorila o tem, kako recimo tudi praznični čas izkoristiti za razbiti rutino, bi vam ful toplo priporočala 2 igri znamke, zdaj so to naše igre, Pleasure Hours, se pravi, ena je neka klasična, druga je pa kinky verzija in sicer Pleasure Hours. Tale je klasična kinky verzija. Jaz imam tlele še ta starovit, tako je mu je že malo zmahan, ampak takole zgleda kinky verzija v slovenščini. To je igra v slovenščini, je igra s kartami oziroma bom prebrala tale opis. Igra ljubezni, romance in vroče kamasutre. In sicer, poglejmo navodila, bo najlažje, če vam tako razložim. Noter dobite v bistvu 20 kart prve stopne, 20 kart druge, pa 20 kart tretje. Pol imate pa še 20 kart, ki se imenujejo spremeni potek igre in 20 kamasutra kart. Fora je, da v bistvu morate premešati vsak posamezen kup kart posebej in pol izbereš naključne karte iz kupov prve, druge pa tretje stopne. In to mislim, da tudi lahko nekaj spremenite, jaz tega že dolgo nisem igrala, tako da se ne spomnim. Vem pa, da je ful fajn, vam bom tudi prebrala kakšen primer. V glavnem pač karte morate postaviti, tako kot vam pravijo navodila, in ko so karte pravilno postavljene, ženska začne igro, ker dama ima prednost, tako piše v navodilih. In igro igrajte tako, da vsak od igralcev izmenjaje obrne karto iz kupa, ki mu je najbližje. In pa potem karte spremeni potek igre, tudi to zbereš, a ne, in to lahko uporabiš šele takrat, ko karto z nalogo obrneš in nalogo opravi. Pač tako. V glavnem, ful je zabaven, polhen enih navodil, ki vam jaz ne bom jih tle zdaj razlagala, mislim polhen. Niso zakomplicirana, ampak res se mi ne zdi, da bi vam pač tlele ta navodila razlagala, bi vam raje pokazala pač tele kartice. Moje so malo razmetane, sorry. V glavnem imate takole stopno 3, spremeni potek igre, stopna 1 izgledajo takole, pa stopna 2 izgledajo tako, pa pol imate še, te so pa večje, te so pa kamasutra. Lahko eno random preberemo. Tle imaš pač v bistvu take različne nalogice, ne vem, recimo, imaš ko kartice, ki so lahko za žensko pa za moškega, ali pa da so za oba, pač na obeh je za oboje, sam, ki imaš tako različno za žensko pa za moškega. Recimo za oba s partnerjem se pogovarjate o najboljšem seksu, ko ste ga kdaj imela, kje se je zgodil, zakaj bi tako poseben, ali pa da poveš kakšno umazano skrivnost. Pa imaš pa ok, stopno 2, pripravi ga do erekcije, ne da bi se dotikala njegovega korenjaka. Poskrbi, da bo mokra, ne da bi se dotikal po njenem mednožju, in tako pač z vsako stopno se to pač malo bolj, tle imamo neko oralno zadovoljevanje in tako, pač v vsaki stopni imaš malo bolj take, a ne. Pol imaš pa še to spremeni potek igre, da je pač igra bolj zabavna, v bistvu tako kot nek veto varianta. V glavnem, ja, tale igra je res ful zabavna, meni je izredno všeč, ker je v slovenščini. Pol imate še te kamasutra karte,
ki pač so itak teli položaji, a ne, in so tudi tale navodila in to. Meni se zdi to ena taka res tok super igra. Bom dala link dol do nje. Joj, tole bomo to pa reševali. Zdaj je z časa to delati, da se ražje vam posvetim. Tako da ja, to je ena izmed bolj luštnih iger. Pa sem pa rekla, da imamo tle še kinky verzijo. Ok. Imamo pač še kinky verzijo. In je tudi več teh stopenj, se pravi, oziroma tle so leveli kao. In pač imaš take kinky nalogice. Ne vem, recimo, da se snemata med tem, ka delata kaj. Ne vem, poskuši priti do njene muce z usti brez rokov, ima hlače gor, ona naj te snema. Moški je policaj, ženska bežijo v jame, oklene roke v lisice. Tako ful različne, tudi veto imate tle. Tako ful zabavno. Če imaš to igro, pa ti je cool, da mi spodaj napiš, da bodo še drugi videli, koliko je fajn. Ampak ja, v glavnem, tale igrca je res super. Spodaj bo link do nje, pa mislim, da je tudi tako res okej cena, no, pač, ker še vsem to, te družabne igre znajo biti kar, ampak tako, meni se zdi ful fajn. Ok, gremo naprej in imamo še vprašanje poslušalcev, danes ne bomo imeli, če vas karkoli zanima, lahko napišete v komentar ali pa kam naše socialne omrežje, kakorkoli. Zdaj nekaj časa nisem imela niti, mislim nekaj časa, zdaj nazadnje je bilo kar veliko enih stvari in žal se bom upravičila, nisem uspela dati okenčka za vprašanja, ampak nič hudega, gremo na fun fact. In sicer imam danes več fun factov za vas pripravljenih in so taki kao Christmas fun facts. In ta prvi je ta, da je december eden izmed mesecev z največ početji v zahodnem svetu. Se pravi, več časa smo doma, ker pač so dopusti, doma več alkohola, okay. Več je neke čustvene bližine, mraz je, ne treba se pogreti. In pol se veliko ljudi rodi septembra, tako kot jaz. Pa moj otrok. Tako da ja, je kar. Ok, pa imamo Christmas sex fun fact številka 2. Raziskave kažejo, da se med prazniki poveča izločanje oksitocina oziroma hormona povezanosti, predvsem zaradi druženja, dotika, tradicije, ritualov in tako. In več oksitocina pomeni več želje po bližini in tudi intimi. Ok, gremo na 3. Ljudje med prazniki pogosteje fantazirajo o seksu, ni pa nujno, da ga imajo tudi v praksi več. Razlogi za to so lahko pač stres, obiski sorodnikov, pomanjkanje zasebnosti, vemo, da pač december zna biti zelo stresen, zato se ful ne engageam v ene te stvari, ker probam res narediti čim bolj tak chill praznike. Včasih so bili ful stresni, ful smo se nekaj obremenjevali s tem, ampak zdaj pač tako. Postavimo smrečko, imamo svojo božično večerjo in naša božična tradicija za večerjo je to, da grem jaz po zelo dobro kitajsko. In jemo kitajsko in se bašamo s kitajsko in je vrhunsko in je super in vse imamo. Načeloma smo mi 24. postavljali smrečko, ampak letos smo prej, ker je najina hčerkica želela, da jo imamo dlje časa, ne samo od božičnega večerja do svetih 3 kraljev. Tako da ja, in pol jemo kitajsko in naslednji dan odpremo darilca in je super in ni nekega hudega stresa in je intimno in je lušten in tako. Za nov let pa, moj dragi, sem malo bolj kuharsko. Takrat imam svoje kulinarične podvige. Pa se jaz tudi rada kuham, tako. Tisti je zihar, pa dober je, pa lušten se imamo, pa kakšen film lep pogledamo in je lepo, pač tako cozy. Cozy vibes for Christmas, that's good enough for us. Kje smo ostali? Aha, proti temu seksu, a ne? V glavnem, dostakrat pol ti praznične, božični seksi zelo taki fantazije, ostanejo fantazije, ne pa realizacije, ali zaradi tega. Čeprav to je malo kontradiktorno s tem, da je več spočeti. Ne vem, kakšne izjave so to bi bilo za raziskati.
Ok. 4. Prazniki povečajo nostalgijo, nostalgija pa dokazano povečuje željo po intimi oziroma po telesni bližini, zato se v tem času pogosteje pojavljajo tudi sporočila in nepričakovani stiki iz preteklosti. Ok, pa po moje folk tudi, ko so te praznični časi in se toliko poudarja to, da si z družino in gor in dol in pol folk, mogoče jih imel kak razhod, se ful bolj osamljene počuti in pa iz tega pol začnejo razmišljati, pa se ni bilo tako slabo, pa nočejo biti sami, pa pol kakšne bivše kliče, pa tako ne delite si tega samo zato, ko so prazniki, ok? Imejte sebe radi, to že skozi govorim. Ok, še 5. Najpogostejši praznični seks ni spontan, ampak se zgodi po tihem dogovoru, ko v hiši vsi zaspijo, ko je mir ali pa ko je končno malo časa zase. Tako da ja, zelo tako egoistično izpeljano, to mi je bilo ful zanimivo. Tako da tudi prej, ko sem v bistvu razlagala, kako je fajn, če spremenite čas, da malo razbijete rutino, sem hkrati razmišljala, ja, zdaj si več doma, ampak imaš pol pohnenih takih stvari ali pa, ne vem, če imate možnost dati otroke babicam pa detkom, vsaj za čez dan dejte, pa če rečeš, dejte se podružiti, prazniki, dejte, pa greš domov pa, hopa. Tako da, ja, jaz vam želim, mislim, da bo lih na Božič ta podcast na 25. V četrtek, ja. Jaz vam želim en čudovit, vesel, miren, srečen Božič, intimen Božič s tistimi, ki si to najbolj želite, v glavnem vse lepo. In ne vem, kaj naj vam še drugega rečem, pač res imejte en čudovit Božič, ne se stresirati, chill, vse cool. To je čas ljubezni, bližine, lepih trenutkov, tudi če je to ljubezen do sebe. Res, ne se sekirati. Morate biti sami sebi dost, da boste lahko tudi drugim. Tako da, ali sem to prav povedala, upam, da sem. Tako da ja, če ti je bila epizoda všeč, ne pozabi na... Ker brain fart. Če ti je bila epizoda všeč, ne pozabi stisniti enega thumbs up, zmer 2 pokažem, thumbs up, naročite se na kanal, pustite mi kakšen komentarček, ampak ja, predvsem pa tako, kot sem rekla, imejte en čudovit Božič, pa se vidimo čez en teden. Čau!